Trener Ante Šimundža, zmaga nad rivalom je vselej sladka. Ja, vemo, da je to zelo prestižna zmaga za navijače, pomeni tako tudi za klub, pomeni mogoče nekaj več, ampak za naše strani smo oddelali zelo profesionalno, tako da smo z te strani zadovoljni, nismo padali pod vpliv evforije nekega, bom rekel, rezultatskega plusa, da bi v temu pregoreli v želji in dovolili nasprotniku, da se vrne v igro, reagirali zelo profesionalno in zasluženo osvojili 3 točke. Po tistem porazu z Rudarjem je ekipa se odlično odzvala, 2 zelo pomembni zmagi. Ja, po porazu z Rudarjem smo vedeli, da smo na tisti tekmi odigrali dobro tekmo, da je Rudar, bom rekel, iz 4 udarcev prišel do 2 zadetkov. Enostavno mi smo v tisti tekmi odigrali dobro, ne odlično, ampak dobro, pomeni, da tisti poraz je bil splet nesrečnih okoliščin, verjeli smo v svoje sposobnosti in tudi ti dve zmagi proti zelo težkim tekmecema sta pokazatelj, da smo bili na pravi poti. Danes se je zdelo, da ste zadevali v pravem momentu. Ja, vedno je dobro zadeti ne glede na čas. Enostavno v vsakem primeru si želimo hitrega zadetka, predvsem v Ljudskem vrtu, da se nam potem lahko stvari malo drugače odvijajo. Enostavno vemo, kako je v Ljudskem vrtu, da navijači želijo čim prej, da je tekma v našo korist obrnjena. Enostavno v 5 minuti dosežen zadetek je vsekakor usmeril tok igre in mi smo ga, bom rekel, sprejeli in prišli do teh 3 točk. Luka Zahovič, prvi derbi, ki si začel v začetni enajsterici in že si imel nekaj prizadetkov. Si ga zabil ti ali Đermanović? Jaz sem žogo liznil, tako da je moja naloga pač pri izvajanju tega kota. Potem nisem videl, da se nekaj odbilo, ampak sprejel sem gol. Pišel ga pač, ko mu ga piše, vendar jaz bom ga z obema rokama zgrobil. Na nadaljevanju si imel še eno priložnost, ki si sicer zgrešil vrata. Ja, tem pa bil visok, malo sem že bil na škeri, da je bil svež, bi se govorno boljše naredil, pač se zgodi, da bomo šli noter. Kakšni so bili občutki začeti tale derbi? Zelo sem vesel, vsake priložnosti, ki ga dobim. Lani sem še z vlakom hodil v Ljubljano na tekme gledati, zdaj pa jih že igram, tako da miren sem, ampak občutki so posebne. Zdelo se je, da ste kar enostavno pripeljali tekmo do konca, ni bilo večjih težav? Ja, hitro smo zadeli, dobro smo stali v obrambi, izkoriščali prostori v protinapadih, lahko bi zabili še par golov, ampak na koncu bilo vse pošteno in mirno. Še morda tisti občutki, vseeno si menil, da si ti dosegel tale zadetek. Kako je bilo? Kako si se počutil takrat? Super, tako da se čujem za vsak zadetek. Mislim, da so ga sicer Đermanovića pisali, ne, ampak dobro, jaz ga z obema rokama zgrobil. Vaš debi na klopi Olimpije se ni išel verjetno po vaših načrtih. Je pa res, da je bila na veliki tekmi že ta debi. Ni se išel rezultatsko, ne. Izgubili smo 2-0, 3 pike so ušle, ampak glede pristopa igre, kar sem zahteval, so igralci naredili vse, kar je bilo zahtevano od njih in glede te strani sem zelo zadovoljen. Kje so bile tiste poglavitne spremembe napram prejšnjemu trenerju? Mogoče so oni sami v glavah dojeli, da pač tudi skozi, da se menja trener, ni glih najboljši, ampak morajo tudi sami oni dojeti, da morajo oni nekaj dati na igrišču in so danes, lahko rečem, naredili svoje in sem zelo ponosen na njih, kaj jih treniram. Zdelo se je, da je Maribor zadeval v pravem času. Ja, v pravem času. Ni Maribor zadeval, mi smo zadeli prvi avtogol, smo dali prekršek, je rdeč karton, penal, ne vem, če je bilo to tako vse, kakor bi moglo biti. Kje vidite izzive vašega moštva v nadaljevanju prvenstva? Izzivi v dobri igri, v gledljivi igri, v mladih igralcih, ki bojo verjetno v naslednjih tekmah nastopali. Niko Mladić, tako imenovana šok terapija z menjavo trenerja, se ni najbolje šla. Ja, rezultatsko gledano se ni, ampak mislim, da so bile vidne neke spremembe, pač na boljš, ker v bistvu, ne vem, na slabš, ne vem, če še lahko gre, tako da moramo zreti naprej, da bomo če dalje bolj, ne vem, se izkazali do konca sezone, kajti do sedaj se nismo nikakor izkazali, tako da vsej nekako, da pokažemo vse v boljši luči.
Zdelo se je, da so vas vedno znova presekali te zadetke Maribora, en na začetku tekme, v drugem polčasu pa tudi po tisti vaši manjši pobudi morda. Ja, v bistvu dobiti gol proti Mariboru v 5 minuti, to je nekaj, ne vem, najhujšega, kar se lahko zgodi za nadaljevanje tekme. Maribor se je pač nekako postavil malo bolj nazaj, ampak še vedno je bil navaren proti naprej. Tako da mi v bistvu smo poskušali, ampak nekako nismo našli poti do gola. Še je kaj motivov do konca sezone, ki jih vidite? Ja, v bistvu v tem, da slabše, ko je bilo do zdaj, ne more biti. Tako da v tem vidim neko motivacijo, da ne vem, do konca se pokažemo vse malo boljše luči kot do zdaj.